V prostorih gradu Slovenska Bistrica in njegovi okolici so pretekli petek in soboto uspešno izvedli 26. prireditev Podobe bistriških domačij. Prireditev že vrsto let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica in je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. Prvi dan prireditve so izvedli strokovni posvet z naslovom Humus naredi naša tla živa in rodovitna. Na posvetu so sodelovali svetovalka za področje zelenjadarstva in okrasnih rastlin Miša Pušenjak, svetovalec za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin in ekopoljedelstva Igor Škerbot, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Peter Pribožič in vodja kmetijsko-svetovalne službe Slovenska Bistrica Marija Kresnik. V petek so podelili tudi priznanja za nagrajene kruhe, potice in ognjiščne potice. Moram reči, da letos je res bil odziv dober in se je res veliko udeleženk odločilo za to, da bi speklo svoje potice, kruhe in gibance, tako da je res pestra izbira. Nekako v ocenitev smo prejeli 13 gibanc, potem 22 kruhov in 26 potic, teda je res lepa bera teh izdelkov. V glavnem so vsi izdelki bili izredno dobre kakovosti, izločen mogoče samo eden, vsi ostali so pa bili nagrajeni, tako da res pohvala vsem ženskam, ki so to spekle, pripravile in dejansko tudi ustrezno pripravile za razstavo. Potrebno je tudi povedati, da ste sami osebno sodelovali s svojo potico in prejeli zlato priznanje. Kaj je pravzaprav skrivnost dobre potice? Skrivnost dobre potice je samo v tem, da imaš potrpljenje in da si vzameš čas za pripravo potice, ker to ne moreš narediti v pol ure ali pa tako pico ali pa kaj takega. To zahteva par ur dela, potrpljenja, počasi vzhajati, počasi potem razvaljati, namazati, potem zopet počakati, da shaja in potem v pečici dokončamo delo z pečenjem in na koncu mora biti izdelek dober. Na prireditvi je znova zelo dejavno sodeloval Center za domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Tudi letos se vključujemo v prireditev Podobe bistriških domačij in sicer danes smo že pričeli s festivalom keramike Keramikart. To je letos že 5. festival po vrsti, vezan je na glino in na lončarsko dejavnost, tako da sedaj so nas dopoldan že obiskali bistriški osnovnošolci, prihaja še več skupin. Potem popoldan pa imamo v bistvu lončarske delavnice v okviru enega projekta novega za lončarstvo in lonec ni konec. To bo s tradicionalnim lončarjem gospodom Štefanom Zelkom. Sicer je pa danes v gradu in tudi jutri še na ogled mednarodna razstava sodobne keramike, zgodba o dvorihtniku. V centru je pa na ogled razstava del članic in članov društva Majolika. Seveda pa nadaljujemo jutri z 8. rokodelskim praznikom. To bo tukaj na parkirišču pri gradu. Predstavljali se bodo rokodelke in rokodelci iz različnih krajev po Sloveniji. Pripravljajo tudi svoje prikaze rokodelskih veščin. Prav tako pa bo v centru potekal dan odprtih vrat. V Graslovem stolpu bo še vedno na ogled razstava. Še posebej pestro je bilo v soboto. Med drugim so prvič pripravili vseslovensko srečanje zeliščarjev. Jaz sem zeliščarka Metka Cesar, izdelujem popolnoma naravna zeliščna mazila, držim se načela, da je na kožo to, kar bi dal v usta. To pomeni, če tistega mazila ne bi jedel, potem se tudi ne bi Koža je naš največji organ in zato se mi zdi zelo pomembno, da pazimo, kaj na kožo nanašamo. Ker vse, kar ni naravno, gre v kri, v jedra, se žvica in se zastrupljamo. Kajti narava je naša najboljša biološka zdraviteljica. Ona nam je vedno na razpolago, narava nas zdravi, hrani in oblači in v naravi dobimo v rastlinah recimo liste, cvetove, korenine, sadeže, vse to lahko uporabimo za izboljšanje zdravja, za izboljšanje dobrega počutja. Tako da jaz apeliram na ljudi, da čim več gredo v naravo, da si naberejo te moči, tudi zelišča,
si skuhajo kakšen čajček, si naredijo kakšno tinkturo, kakšno mazilo in s tem pomagajo sebi, svojemu telesu in telo nam bo hvaležno. Precej zanimanja je pritegnil tudi kulinarično-vinski dopoldan s ponudbo lokalnih dobrot. Perfektno, boljši ne more biti. Ja, vreme imate dobro, tako da je, vse pa ljudi so dobri, hrana je dobra, vse je vredi. Znova je svoje vrata odprl tudi čebelarski center Slovenska Bistrica. Nahajamo se na čebelskem centru Krajinske sivke v Slovenski Bistrici. Tukaj se danes odvija 8. tradicionalno kuhanje medenega kotlička. Seveda prijavilo se 8 ekip, vseh 8 je tudi prišlo in zdaj se že zaključuje kuhanje. Kuhanje se namreč pričelo ob 9. uri do 12. ure. Tudi 4-članska komisija je že tukaj, tako da bomo ob 12. bomo končali z kuhanjem in potem komisija do 13. ure ocenila izdelke, ki so jih pripravili naši tekmovalci in seveda potem ob 13. uri bo pokušina teh izdelkov in seveda, da se poje tako po domače rečeno, da nič ne ostane oziroma da se nič ne vrže v stran. Seveda včeraj je potekalo tukaj tudi dan odprti vrat za predšolsko in šolsko mladino. Na center je prišlo 240 otrok iz vrtca, iz osnovne šole Pohorski odreda in druge osnovne šole. Veseli smo, da so se odzvali našemu povabilu. Pospremili smo jih po čebelarski učni poti. V učilnici smo jim predvajali film o čebelicah, tudi nekaj povedali strokovnega in seveda na koncu jih z degustacijo medu in z kruhom po domače namazanim z medom in maslom pustili, tudi z sokom, tako da so se malo okrepčali, da so lažje premagali pot domov, ko so šli nazaj v šole, v vrtce. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve starih obrti in običajev ter turističnih in kmetijskih društev, nastope folklornih skupin, godcev in pevcev ter igre turističnih društev.